akcija Google Street se začenja na novo, a ne? Kako poteka akcija? V bistvu smo aprila že začeli z ponovno vožnjo po slovenskih ulicah in cestah, ker želimo obnoviti ulični pogled oziroma Street View in posodobiti Googlove zemljevide z najnovejšimi pogledi z ulice. Kaj so konkretni cilji tega novega updatanja? Konkretni cilji so posodobiti, se pravi dati najnovejše podatke, najnovejše slike, kakršne uporabnik vidi z ulice, se pravi kot je dejansko, in na ta način omogočiti uporabnikom, da Google zemljevide ne samo uporabljajo kot zemljevide, ampak pogledajo tudi, kako sama ulica izgleda, naprimer, kje se lahko v ulici parkira, kakšen je recimo razgled okrog določene hiše, skratka ponuditi dejanski vpogled, takšen, kakršen je na zemljevidu. Gre za obnovo že obstoječega Google Streeta ali dodajanje tudi novih poti? Torej, leta 2013 smo prvič posneli Slovenijo, v tem času se je kar nekaj stvari tudi posodobilo, tudi dodalo, tako da tukaj gre za obnovitev obstoječih in tudi dodajanje novih ulic, mogoče nekih, ki prej niso bile na voljo ali pa so bile v času prvega snemanja zaprte. So, bom rekel, tarča novega updata Google Streeta mesta, vasi, pokrajina Slovenije, kaj drugega? Želimo se zajeti čim več, tudi mesta, vasi in tudi podeželje. Poudarek je pa predvsem na mestih, kjer se vidi, da je največ posodobitev v smislu ulic ali dodajanja novih ulic ali obnove določenih stavb. Gre samo za ulice ali gre mogoče tudi, Google je znan po tem, da včasih predstavlja tudi notranjost določenih, recimo, interesantnih zgradb, kot so muzeji ali pa reprezentančne zgradbe. Je kaj takega v načrtu tudi v Sloveniji? Ja, v prvi vrsti je poudarek na ulicah, ampak si želimo tudi mogoče zajeti tudi kakšno dodatno kulturno ustanovo. Kot vemo, recimo smo že predsedniško palačo posneli prvič, zdaj si pa želimo tudi mogoče vključiti kakšen muzej ali kakšno galerijo. Kaj pa ulice, ki niso, bom rekel, dostopne avtomobilu? Na kakšen način jih boste zajeli, sploh, če jih boste sploh zajeli in kako? Ja, želimo zajeti tudi več, tudi pogled ulice, kjer se ne vozi avtomobil. V tem primeru se recimo ta ista kamera, ki je na avtu, da kot nahrbtnik in se sprehodi po ulici. Do kdaj bo moč Google Street avto videti na naših cestah? Predvidoma do oktobra, vse pa odvisno od vremena, od tega, kako hitro bo potekalo snemanje, tako da nekako okvirni plan je od aprila do oktobra. Google Street avtomobil oziroma tudi na aplikaciji je moč videti kar precej kakšnih, bom rekel, bizarnih stvari ljudi, ki se nastavljajo. Kako je s tem? V Sloveniji to bi verjetno lahko povedal šofer malo več o tem, ampak dejansko si ljudje želijo, tako da tudi dobivamo vprašanja, kdaj bo Google recimo v določenem mestu, želijo recimo po neki pozornosti ali pa določeni reklami, ampak žal teh podatkov ne razkrivamo, pa tudi so odvisni od okoliščina, ne, recimo kot je recimo vreme, prometni zastoj in različni dejavniki. Torej, kdaj bo update Google Street Slovenija lahko že viden recimo na aplikaciji? Načeloma traja kakšen mesec, potem ko se snemanje zaključi, tako da predvidoma se bo zaključilo oktobra, mi si želimo že konec leta oziroma v začetku naslednjega leta, da bodo te stvari vidne in posodobljene na zemljevidih. Ali so narejeni že načrti recimo za tudi kakšne updatanje v prihodnosti, gre za tovrstne načrte pri Googlu? Konkretni načrti ne, si pa želimo čim pogosteje te stvari posodobiti, da so čim bolj relevantne za uporabnike. Ali bo kdaj mogoče potovati po Googlu, tako kot na Google Street View, tako kot lahko potuješ z avtomobilom, da bo dejansko tekoč, da bo cela ta vožnja nekako, bom rekel, filmsko predstavljena? Ja, v bistvu ta tehnologija oziroma te posnetki se lahko integrirajo v različne naprave, tako da nekaj je tudi že dostopenega recimo preko virtualne resničnosti in različnih tehnologij, tako da to se vse da tudi za take stvari uporabiti, da je res v bistvu ne rabiš klikniti na puščico, ampak potuješ po ulici, kot da bi se vozil. Prav, najlepša hvala.